Dobar dan, želim tudi v mojem imenu. Danes je pomemben dan, pa čeprav mogoče nas ni tukaj 10 ali pa 20 tisoč ali pa še več. In sicer, moje sporočilo današnje je precej drugačno, kot je bilo od mojih predhodnikov, ki so odlično stvari povedali. Jaz si bom pa probal povedati na majčken drugačen način. Med nami je tudi moja žena, Mojca Vene. Veste, da je znana astrologinja in za letos je napovedala, da je leto prebojenja in resnice. Se pravi, to se sicer sliši tako, sej vemo, da je, ali pa ne vemo, ker pa ne bom rekel elita, ampak bom rekel globalisti, ker elita si ne zasluži tega imena, saj tisti ultra bogati, po mojem mnenju, jaz nikogar med njimi ne bi zaposlil v našem podjetju, ker vemo zakaj. V glavnem, 15. maja 2018 je astrološko se zgodila ena velika prelomnica. In sicer od tega datuma dalje, 15. maja 2018, bo v naslednjih 7 letih, se pravi do leta 2025, največ sprememb v znani zgodovini človeštva. Sedaj me je prvič zamrazil, ko sem to rekel. Če bo še koga med vami zamrazil, ne dvigne prosim roko. Zakaj? Ker embriologija, navek o razvoju zarodka, je dokazala, da so glasilke povezane direktno s srcem. Torej, če me je zmrazil, ko sem govoril srcem. Če je vas zmrazil in ste to slišali, ste slišali srcem. In sedaj, leto prebojene resnice je leto srca. Tako da globalisti lahko počnejo karkoli hoče početi. Ne bo šlo. Ker ni močnejše energije, kot je energije ljubezni, energije srca. Ampak, do takrat moramo še kaj narediti, je tako. Zato smo danes tukaj. V Indiji se bila žena prvič 1997. leta. In takrat sem slišal na veliko modrost od saj babe. In sicer love and law. Kaj to pomeni? Ko si v odnosu z nekom, ali tudi ko vzgajaš otroke, ali je to država, parlament ali karkoli, če izbranci ljudstva, v tem primeru narekovajo izbranci ljudstva, delujejo v skladu s srcem, potem smo lahko tudi mi v srcu. Če delujejo proti nam, potem moramo biti mi law, se pravi zakon. In to so stvari, ki jih ponavadi ljudje, jaz pač bom rekel tisti, ki so na začetku ezoterične poti, še ne ločijo. Pravijo samo srce, ljubezen pa bo vse v redu. Ni res. Takrat, ko ga ti odpreš napačni osebi, ima odlično priložnost, da ti zabije brez ščita sulico oziroma meč direktno v srce. Zato ljubezen in zakon. In sedaj tukaj smo mi simbolični ravni zakon, ker pač stvari, ki jih počnejo, niso v skladu z najvišjim dobrom, z dobrom nas ljudi. Kakšne 2 leti, slabi 2 leti nazaj, se mi je zgodila v življenju ena velika prelomnica, vseh jih je bilo več, ampak ta je bila tista, ko je Mojca povedala, da je Uran prešel v bika 15. maja 2018 astrološko, da bodo te velike spremembe. Cirka 2 leti nazaj je moja hčera sporočila radostno vest. Oči, otroka bova dobila. Zdaj me zopet mrzi. In jaz takrat, da me bi kot starš, ker sem vedel, kakšni časi prihajajo, da bi kot starš, da bi zavriskal, ubijal svojo hčerko, sem rekel, kaj? A zdaj, v teh časih si noseča. So pa res najslabši možni časi. Z največjim veseljem povem, motil sem se. Mrazi me do konca. Še koga mogoče? Motil sem se. Vnuček Adrian se je rodil točno ob pravem času. In nehajmo podcenjevati naše otroke. Recimo, prej sem poslušal govor 22-letnika, odlično je povedal. Otroci so tisti, ki izberejo starše po starodavnih znanjih.
Tisti, ki me pač berete, veste, da ena moja velika strast je, da preučujem starodavna znanja zadnjih 30 let, povezanih z najsodobnejšimi znanstvenimi spoznanji. In otroci so tisti, ki izberejo svoje starše in se odločijo, kje, kdaj in kako. In sedaj so tukaj. In tudi, da jaz tukaj stojim pred vami, je moja velika motivacija moj vnuček in še nekaj njih kasneje, da bodo lahko res odraščali v čist drugem svetu, da ne bodo rekli, če bo prišlo do transhumanizacije ali kaj podobnega, da rekli, dedi, imel si vpliv, bil si avtor knjižnih uspešnic, bil si poznan, zakaj pa nisi nič naredil? Oprosti, vnuk, veš, bal sem se, strah me bilo. No, in sedaj prehajamo na naslednjo točko, kar se strahu tiče. Obstajate samo dve energije na Zemlji, na planetu Zemlja, na Gaji Sofiji, Materi Zemlji, boginji, ljubezen in strah. In ena izključuje drugo. Ne moramo biti istočasno v ljubezni in v strahu. Ali smo v strahu ali ljubezni. Jaz sem en mal, rečemo temu, neprimeren primer, da ljudje lahko razumete, kaj hočem povedati. In sicer, ženska je noseča ali pa ni noseča. Ne more biti pa napol noseča, etko. Ampak kdo napol noseča žensko? Doma ali kjerkoli drugje? Ok. Torej, sedaj smo v času, ki mu imenujem koncept minljivosti, oziroma ga imenujem koncept minljivosti. Kaj koncept minljivosti pomeni? Tisti, ki smo imeli milost, da smo imeli težke preizkušnje v življenju, takšne ali drugačne, si bo na področju zdravstva ali karkoli, potem se zavedamo nekaj, da vsak vdih in izdih je milost. Večkrat ljudje vprašajo, joj, kakšni časi so, kako naj bom v teh časih srečen? Odgovor je zelo preprost. Ko se, če se zjutraj zbudiš, pogledaj, a je v redu s tabo, si zdrav, lahko vstaneš, zbudil si se, ker cirka 500 milijona do milijon ljudi na tem planetu se ne zbudi, jih ni več. Druga stvar, ko si videl, si se zbudil, da je vse v redu, zahvali se, bodi hvaležen za nov dan in pogledaj po hiši ali stanovanju, kjerkoli živiš, če so se zbudili vsi tvoji. In če so se, potem je že razlog za žurko. Koncept minljivosti pomeni, da se zavedaš vsakega vdiha in izdiha, vsakega trenutka. In to je tisto, k čemer mi težimo. Sedaj, v zadnjih 2 letih smo veliko spremljali dogajanje v šolah. In to so bili za nas težki časi. Res, da je moja hčera že bo 32 let stara sin, 28, tako da vnuček še premajhen, tako da tega mi nismo osebno v družini toliko doživeli. Ampak, ko govorimo o šolstvu, ko sem govoril o konceptu minljivosti, hram svobode, zanimiva beseda, oziroma besedi, res bi se kar za trenutek bi se poklonil tistim, ki so dali svoje življenje, ki so upali, da bo Slovenija čisto kaj drugega, kot danes v resnici je. Ne? Tako da to me je zdaj, ki mi ta energija, ki sem pogledal levo, ki se mi je dotaknila. O glavnem, grem nazaj na šolstvo. In ko smo spremljali, kaj se dogaja in kaj se je otrokom dogajalo, predhodniki so že povedali, kaj maske počnejo, vdihovanje ogljikovega dioksida, zastrupljanje samega sebe, žarišče bakterij po 2 urah in tako naprej. Nisem zdravnik, ne bi o tem govoril, ampak nam je vsem znano. Ampak ko sem razmišljal o šolstvu, sem razmišljal v osnovi, kaj nas v bistvu v šoli sploh naučijo. Kaj nas naučijo o denarju? Mi ljudje smo namerno, je moje mnenje, namerno smo finančno nepismeni. Zato, da smo lahko na tako imenovanem hrčkovem kolesu. Da ves čas tečemo. Jaz sem v financah več kot 30 let. Leta 1989 sem že napovedoval, kaj bo s pokojninem, kaj bo. In moram reči, kakorkoli se imam za dobrega poznavalca. Ene stvari nisem vedel in zaradi nje sem večkrat padel skozi sito, če temu tako rečem. Da globalisti ultra bogati namerno vsakih 5
let naredijo manjšo krizo in vsakih 10 let večjo krizo. Zato, da ta tako imenovana denarna vrednost papirček propada. Če vzamem primer, leta 2013 si s $100 lahko kupil cirka 100 kg gajbic ekoloških jabolk, danes kupiš pa eno gajbico, mogoče 102. Toliko je teh istih $100 izgubil na kupni vrednosti. Sam to nam nihče ne pove. Leta 1989 sem doživel to hiperinflacijo, tako da govorim iz izkušenj. In podobne stvari se nam zopet približujejo. Ampak ni ga politikarja, saj jaz ga še nisem slišal, se opravičujem, če kdo to povedal, da bi rekel ne samo davki, ampak bi rekel nekaj bolj strateškega. Želimo državo bogatih državljank in državljanjev. Ste kdaj slišali kaj takega? Niste. Naslednja stvar, kar se tiče šolstva, zdravje. Kaj nas v šoli naučijo o zdravju? Jaz sem leta 2003 oziroma kasneje mogel umreti za hudo boleznijo, ki se reče rak, ker tega nisem vedel. Tudi, če bi država majčken bila ozaveščena, če bi res želela dobro, jaz bom rekel sedaj zelo pogumne besede, s parimi ukrepi se zmanjša cirka 50% raka v naslednjih 3 do 5 letih. Govorim iz lastne izkušnje, zadnjih toliko in toliko let sem mentor marsikateremu zdravniku, zdravilcu, holističnemu zdravniku in počasi eden po eden udejanjamo te parametre. Naslednje, medsebojni odnosi. Kaj nas v šoli naučijo o medsebojnih odnosih? Ne, skoraj nič. Nas pa zelo veliko naučijo, veste o čem? Vem, da veste. O tekmovalnosti, o premagovanju, o biti boljši, o biti najboljši. Pa zadnja stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna. Kaj nas naučijo o temu, kdo mi v resnici smo? Da smo mi ljudje, brezmejna zavest na kratkem postanku na planetu Zemlja. In da imamo neskončno moč, da mi nismo ubogi človečki, ki lahko delajo z nami, kar hočejo, ampak veliko, veliko več. In leto prebojanja in resnice nam bo to povedal. Da počasi zaključim. Vsi poznate to statistiko skozi zadnjih 2 let. Jaz se prej nisem poznal, zdaj jo tudi poznam, ne bom se bolj natančno taknil. In ta statistika pravi, ko ste vse skupaj začeli, zakaj nam je bilo 30% ljudem takoj vse jasen, kaj se dogaja? Zakaj? Potem naslednje vprašanje, zakaj si 30% ljudem lahko dokazal, karkoli si hotel, lahko si Nobelovca pripeljal, da določene zadeve kot cepive in te stvari niso najboljša izbira, pa so bili ljudje hipnotizirani in nikakor niso slišali. In zakaj je 40% ljudi, ki se odloča med enem in drugim? Majčkeno vas bom šokiral in to ni moje spoznanje, to je spoznanje, ki je staro že več kot 100 let, okrog 100 let. Izrekel ga je Rudolf Steiner. Vemo, da je imel, mislim, da 26-27 doktoratov, je utemeljitelj zdrave hrane, Demeter, in on je povedal, ko bodo ljudje zvedeli, da med nami hodijo prazne posode, takrat bo velik šok. Nazadnje sva ženo najdele statistike, da je teh praznih posod, govorim o telesih brez duš, da že praktično vsaka 3., 4. od 5. Tako da to je odgovor, zakaj ljudje ne slišijo, ne vidijo, nočejo slišati, nočejo videti. In za zaključek vam polagam nekaj na srce. In sicer, indijski princ je prosil svojega zlatarja, da mu naredi prstan in da na njega ugravira besede, ko bo na vrhu, na višku slave, da ga bodo prizemljile oziroma ozemljile in ko bo povsem na tleh, da ga bodo dvignile. Napisal je v ta prstan 3 besede. To bo minilo. Zopet me mrazi
In tudi to, kar se dogaja, bo minilo. Ampak z aktivnim državljanstvom, ne s pasivnim. Z državljanstvom aktivnim, ko začnemo zavedati svoje neskončne notranje moči, ko se začnemo povezati, ker sistem je povsem preprost. Delajmo kontra od tistega, kar globalisti delajo. Hoče nas razdružiti, povežimo se. Torej, osnova, da se zavedamo, mi odločamo, mi izbiramo, mi kreiramo in tudi mi nosimo odgovornost oziroma posledice odgovornosti. Hvala. Srečno. Slovenija.